Ljudje in ljudje, poslušate 94. epizodo podcasta Obod. Ja, prav ste slišali, zunaj karantene smo, tole torej ni karantenski special več, ampak epizoda posneta v istem prostoru, brez spletnega vmesnika, se trapljamo po ramah, ampak vsak sebe. Še vedno se torej pazimo, kljub temu, da imamo vsi prvi odmerek. Ta prvi odmerek. Skratka, poslušate podcast, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z. Obod ostajamo brez O2 delirični, tako kot vedno. Mito Gegić, bonjour. Igor Harp in Aljoša Hlamov, ki ne zna nič francosk. Tokrat smo znova brez gosta, nič manj gostobesedno. 94. epizoda podcasta je posvečena ameriško-francoskemu znanstveno-fantastičnemu filmu Oxygen. To je ok. Hvala. Oxygen. Ali Oxygen, mednarodni naslov, ali po obodovsko Luft, ki ga lahko obodete na Netflixu od 12. maja. Tudi tako kratek uvod imamo danes. Skratka, če filma še niste gledali, pa ga nameravate, potem je tole standardno in zadnje opozorilo pred začetkom epizode. Tale epizoda bo vsebovala kvarnike. Če bi film prej pogledali brez tega, storite to in se k poslušanju naše epizode vrnite pozneje. Mi vas bomo potrpežljivo počakali. Če pa ste film že pogledali ali pa ga niti ne nameravate, bi se pa kakšno uro kratkočasili z nami, pa se nam le pridružite. Maestro, prosim, zaigraj en šanson. Šanson. Skratka, mi smo nazaj, podcast Obod, z vami Oxygen, smo gledali prejšnji teden, ta teden, katerikoli teden v zadnjih dneh. Film iz leta 2021, kot rečeno, od 12. maja ga imate na Netflixu, če še niste pogledali, si ga poiščite. Režiral ga je Alexandre Juan Arcadi oziroma Alexandre Aja, ki je zaslovel s filmom Haute Tension. H prvi se ne bere. Haute Tension, ok. Ja. High Tension, hvala Bogu, nekaj v Ameriki ste, tako tisti, ki ste pa slučajno tole poslušate v Britaniji, pri vas pa se imenoval Switchblade Romance. Iz leta, letnice pa, Krvava romanca po slovensko, to je pa Igor dopisal, hvala Igor, iz leta 2003. Skratka, mi smo šli po britanskem naslovu, vidim. Oziroma neka mešanca, Switchblade krvava. Dejansko ne vem, zakaj Switchblade, ker ni, da bi kdo uporabil Switchblade, uporabil pa v tem filmu cirkularko prenosno, kar je plenty cool. Kar je precej Snyder cool. Ampak tu dejansko pride ta uporabo, ne samo, da jo vidiš vmes, ampak jo zgrabi in upoštevajo Čehovo pravilo. Ta film ima... V bistvu ga ne bi rad spoilal, ker ima en full hood twist, tak M. Night Shyamalan worthy twist, je pa tale francoski izvirni naslov zelo dobro opiše Haute Tension. Full je cel cajt, se držiš za rob stola, ker ne moreš verjeti, kaj se dogaja. Je pa pač klasičen horror varianta, ena ženska gre k prijateljci na kmete, nekem na samem so v bajti, po noči nek avto pride ven, pride človek noter, vse pobije, ona se skrije, njeno prijateljco ugrabi in ona jo proba rešiti. In to pač je cel cajt našponano in ful dobro izvedeno. Res lep film. Skratka, neko... Ugaben, ja. Skratka, neko tipično dogajanje na francoski podeželski vasi. No, skratka, še naprej, če greva naprej, Igor, ti si praviš, da si fan, pa da si večino tega gledal. Skratka, potem je seveda v Ameriki dosti posnel The Hills Have Eyes 2.6, Mirrors 2.8, Piranha 3D 2.10. Piranha 3D je ful zabaven film in je pač remake tega, morilske piranje so, napadajo, ljudje se tepejo. Ampak so 3D.
V 3D je bil, takrat je bil ta cel 3D fed in so še not nabavili. Se je to 2010. Ja, not nabavili eno par, mislim, da je to na tem ali v nadaljevanju, ki ima naslov 3DD. So ene porno zvezde not, ki potem tisti silikoni odplavajo po svoje, ko jih ribe razgrizejo. Tako da ja, tisto zelo dost gre, tako gor gre v eno komiko, do čem v Razorblade Romance, oziroma Switchblade Romance, pa v Hills Have Eyes, pa so klasični horror filmi. Pač, ja. No, drugače ima še Paul Horns iz 2013, zadnji njegov je pa Crawl iz 2019, to je ta nek krokodil. Ja, krokodil v Floridi, ki je poplava. Pa. Ja. Vse je treba, spet imel podobno kot tukaj, tesni prostori in to, pa še krokodil. Še krokodil, ja. Pa še Florida. Ja, to je glavna grozljivka. Tako, Florida je že sama po sebi zelo tesen prostor, tako da tle ni kaj. Ja, zdaj igrajo sicer, jaz sem na Wikipediji našel 3 igralce, ampak kot boste slišali, če niste še gledali, seveda bolj manj igra samo ena, dobro, enega vidimo v posnetkih, pa en glas slišimo. Skratka, Melanie Laurent igra Elizabeth Hansen, ki je, da jaz povem po švedsko, ker je pač rojena na švedskem. Najbolj se je spomnimo najbrž kot Shosanna Dreyfus iz Inglourious Basterds z 2009, drugače igrala tudi Beginners, pa Night Train to Lisbon. Igor je tle pripisal še ploščo, skratka ima tudi ploščo. Ja, en Attendant, super plošča, najdete v vseh teh streaming servisih, lušna, taka francoska, malo nazad spominja. Je pa full downside, če imate, da vam da podobno glasbo, vam bo dal iz nekega neznanega razloga Celine Dion, ker je francoska. Ja, ker je francoščine. Quebecois. Teh servisov, ampak zelo lušna plošča, zelo poslušljiva, full priporočam. Je pa tudi režirala par filmov, ženska, eden ima naslov Respire, podobno malo temu, ampak dejansko odraščanju. Galveston je dost nedavno naredila ameriški film z enimi relativno znanimi igralci, ki se zdaj ne spomnim točno, nisem ga gledal. Pa dokumentarec, odličen dokumentarec z naslovom Tomorrow, ki je, da ona pa še en tip potujeta naokrog po svetu in spoznavata ljudi, ki imajo odlične rešitve za to, kak planet ohraniti, od kmetovanja do reciklaže do tak dalje. In pač, če ste malo down, ker pač to, kar se dogaja v svetu dan danes, ni glih nek razlog za dobro voljo, pogosto je to res krasen film, ki vam da upanje, da se da svet spremeniti na boljš in pač Melanie je super. Ta laž vse je fucked up. Zadnja 2 tedna sem kar cinik. Skratka, taka sodobna evropska perspektiva. Ampak očitno ne francoska. Ne. Mathieu Amalric je potem posodi glas Milotu, računalniku, pravzaprav oziroma tej spletni komori. V mednarodnih teh produkcijah je najbolj znan pod Munichu, pa The Diving Bell and the Butterfly je sicer angleški naslov. Zdaj nazadnje smo ga videli v Sound of Metal, ampak jaz verjamem, da mnogi ga seveda najbolje poznate kot Dominika Greena iz Quantum of Solace, kot bad guya v Bondu. No? Najslabšega bad guya v Kremljevih Bondih. Nasploh... Kako je bil Quantum of Solace preveden? Quantum sočutja. Pa kaj pa narobe zdaj s Quantumom sočutja? Ne, Quantum je okej, sočutjem. The best. Skratka, če še niste gotovili, mi zelo uživamo, ker znova snemamo uživo. Igra še en tip pač tega njenega love interest oziroma moža, karkoli, da vam preveč ne kvarim, že tako, čeprav bomo seveda pokvarili vse to, ampak on je igral večinoma v nekih francoskih produkcijah, nad kateri smo obodovci malo vzvišeni, pa nisem nobenega naštel. Drugače Malik Zidi, igra. In to je to iz teh nucnih, nujnih stvari. Zdaj pa, kot veleva tradicija, ki se je držimo, je seveda Igor tisti, ki bo poskušal povzeti tale zelo razvejan, zelo akcijsko razprostranjen s številnimi meandri film. Ja, torej, film se začne z žensko, ki se zbudi v
neki komori, sama ugotovi, da je tale za kriogenično ohlajevanje ali kakorkoli. Zamrzovanje. In je v paniki, pol ima tam pač tale Siri, oziroma Milo se mu reče, s katerim se pogovarja in probate rešiti problem, pa proba ven klicati, niti se ne spomni, kdo je, ampak malo se pogugla, DNA prepozna in tak dalje, dosta take sodobne nadgradnje interneta vključi noter. In s časoma potem ona ugotovi, da sploh ni nikjer v neki bolnici, ampak da je na vesoljski ladji, ki potuje proti planetu nekemu, kjer bi naj Wolf 6-3 nekaj. kolonizirala, ki bi ga naj kolonizirati pomagala. Problem pa je cel cel, da je bo zmanjkalo kisika in zdaj, če odpre zunaj, itak ni kisika, in potem ugotovi še dodaten twist, da ona sploh ni ona, ampak je klon, da je njena pač znanost, to, kar ona obvlada, bil prenos spominov in da so vsi ljudje, ki so gor kloni, ki so jim prenesli spomine drugih ljudi in zdaj potujejo na nov planet in na koncu sheka tudi, kak se nazaj uspavati in dobiti kisik in potem je happy end in odletijo, pospešijo z atomsko bombo, kakorkoli bi nam to izgledalo. Kratko je drnato, Vse. Ja, sej v resnici zasnova tega filma je zelo simpel, no? To, kar si povedal, je v resnici to, ne? Sej kaj dost drugega. Mislim, za te filme, kjer je nekdo tak zaprt, ne, tukaj si jih ti naštel še en kup, Devil, pa Elevator, pa Phone Booth, pa Panic Room in Buried, seveda, je značilno, da morajo imeti nek twist nekje vmes, ki povsem pač spremeni, ker brez twista imaš zgolj gledaš človeka, ki lahko še tako dobro igra, ampak mora biti neka zgodba. Ne? Zdaj, najboljši od tukaj je vsekakor Buried z Ryanom Reynoldsom. Ryana Reynoldsa gledaš tudi zaprtega zelo dolgo. To je res, ampak takrat je dokazal, da ni zgolj čeden, ampak tudi zna odigrati nekaj takega. Ne? No, on je tok čeden, da zna tudi odigrati. Mislim, da je to. Pomembna distinkcija. S čednostjo pride to, da znaš igrati. Ja, pri njem absolutno. No in tukaj sta kar dva twista, kar me presenetilo, ker prvega nekako pričakuješ, ta drugi pa zelo dodatni spin da na zgodbo, ne? To, da so to kloniranje, pa to pa je vse skupaj smiselno tudi z onimi mišmi, ki jih cel cel vidi. Ne? Mislim, sem občutek, kot da gledam film o Vasku Simonitiju. Vsake toliko, ampak Ja, kaj na dolgi poti med zvezdno. Ja, verjamem, da bi se tudi njemu prikazovali bele miši, to je res. Ja. Samo v tem primeru. Ja, samo v tem primeru. No, kaj pa vem, in kakšni so vajni kaj vtisi glede filma Mito, mogoče ti začneš? Tako, poprečni, bom rekel. Film je gledljiv, pa zato, kako ne rečem, tesnobka style žanra je čisto ok. Všeč mi je produkcija, kamera, to je vse top shit. Še posebej se mora v bistvu tukaj fotografija in se izkaže, ker pač imaš en prostor, zamajene kadre. Mislim, da igralka opravi odlično delo, no? Da prenese to paniko pa strah. Mogoče me pa najbolj pri filmu moti pač to obilje teh sci-fi elementov ali pa fenomenov ali pa problemov, ki jih skuša naenkrat vreči v koliko toliko realno časovni potek te panike, ne? Ker okay, to je tudi prednost živo snemanje. Naj podarimo, snemamo v petek. Ja. Skratka, ja. Ker mogoče, če si tako predstavljam zdaj, seveda, fajn je biti pameten po bitki, ne? Če bi kakšen element, kakšen twist bil drugače zastavljen, da bi bil bolj fokusiran, mogoče malo bolj scenaristično spiliran, bi mogoče bil bolj prodeljiv ali pa radikalen, tako pa se mi je zdelo, da v bistvu skačeš iz enega revila oziroma razkritja v drugega, da nimaš dovolj časa popapcati prejšnjega. Dokaj hitro si sledita, ni tako? Ja, ker nekako, veš, dobro, povod je zmanjkalo kisika nekemu procesorju in pač ona se obudi zaradi tega. Že to je dovolj tesnobno, ne? In potem imaš še potem dodatno pač razkritje konteksta pa okolja, pa še potem spomini, pa zemlja, virus,
vesolje, kolonizacija, genetika, kriogenika. A veš, toliko fenomenov, da veš, bi lahko celo sezono Star Treka na filo s tem. Ampak po drugi strani mislim pa, če si sci-fi geek, mislim, je pa to kar orgazmično. Ne samo, da, mislim, ogromno jih je, ampak prav, če si res geek, imaš občutek, pa vem, kaj je. To ti dam prav. Mislim, če pa nisi sci-fi geek, pa ti vse te besede letijo ven, pa je tek prav. Ne? Mislim, če pričakuješ dejansko, zdaj se primerjam z Buried od Ryana, kjer imaš ti socialne vidike, imaš ti iraško vojno, to, koliko je on kot nek kontraktor, koliko skrbijo za njega, oziroma ne, izsiljevanje, ugrabitev in tako dalje. So vsi ti elementi, ki so dost realistični. Ne? Tukaj pa pač ne. Nič ni realističnega v tem kontekstu. To mogoče mi potem malo svali v smislu ne simpatije, ampak empatije, ne? Ker vse sloni na performansu igralke, pa ona mislim, da sicer odlično opravi, ampak nekako ti, rečemo temu high notes, njenega trpljenja pa panike grejo hitro mimo, zaradi tega, ker hitro pade ali v novo rešitev ali pa nov problem in nekako pozabiš, kisika zmanjkuje, pa se v bistvu bolj ukvarja za svojim spominom, fuck, jaz sem klon, fuck, jaz sem v vesolju, tako hitro padaš v nekaj drugo in nimaš niti dovolj časa, da popapcaš pa procesiraš, kaj se dogaja. Ne? Sicer ona to upravi dovolj, ampak film ti pa ne da dihati. See what you did there. Ja. Pač to se mi zdi mogoče, da je to me najbolj zmoti pri tem filmu. In kar se pa tiče, komot me zasipa z vsemi fenomeni, ki jih Star Trek, sci-fi premore, ne? Ampak malo pa lahko daš nek takt ali pa tempo. Ne? Zasipaj me s fenomeni, se tako ne sliši glih najbolj košek. Se razumemo, ti bi rad ostal nedotaknjen. Jaz moram sicer reči, da se zelo strinjam z Mitotom. Pač jaz sem, ko je bilo konc filma, sem tako dolg tuhto tudi na Letterboxd mislil napisati, pa sem si polkrat premislil, sem rekel, da z vama predebatiram. Jaz sem to namreč včeraj gledal, pa sem tako si rekel, da bom najprej z vama predebatiral, ker me je nekaj motilo, ful me je nekaj motilo. Pač. Film se mi zdel super, drugače tako pač hiter mine, pač tako je to, zanima te pač res tako, začne se čisto v redu, no, čeprav meni že od začetka malo te pač sesuje troke. Zbudila se je noter, ne ve, kdo je not dal, neke spomine ima, pa še spomina nima, pač in poslije tako, ljubi Bog, zakaj vse to mora biti na kupu, dobro, sej pol na koncu ti je logično, sam na začetku se zdi full too much, pol je ta sredina, ki se nekaj razvija, ampak tako, kot mi to rekel, iz problema v problem, najprej unijo hoče kar neki na pol fentat, enkrat pač kar eutanazijo je hoče stisniti, pol je hoče neko protibolečinsko, pol uno, in pol na koncu je pa tako, to je, ne, še neki, še to si, še uno si poslije, pa sem tako, kaj za vraga? In je malo je overwhelming, no, se mi zdi. In predvsem, ker je pač kratek, no. Pa če bi to Zack Snyder sicer naredil, bi dobili 3-uren film, ker bi po moje ljudje kar... Kaj bi gledali slow motion, tista injekcija za eutanazijo se premika. Spomini, Igor, vse za spomini. Za spomini. Ali pa veš ta brezteznost, to bi tukaj bi on ponudil slow-mo, zihar. Tako da to se mi je malo zdel, pa še vmes, jaz sem takoj na začetku posumil, da je na vesoljski ladji, zato ker pač krajo ta enote, ki jih imamo na vesoljskih ladjah, ampak polk ona pokliče policijo in dobi francosko policijo, sem pač tako, pol pa očitno ne, očitno je v nekem, meni ka posni pomislil, da je nek virus zunaj, ko ji reče, ne smeš odpreti, oziroma oni ne odpre, sem mislil, edina preživela zunaj, ne vem, zombi apokalipsa ali kaj, sem pač mal ta realističnost, pa nerealističnost, pol mal tudi tako sopadete. Kako je ona dobila točno unga nekega francoskega policaja, ki je najbliže uni, ne vem, tovarni, take, no, te stvari malo se me zmotile, pa koliko je bila že oddaljena od zemlje, ne vem, 40,000, pa ni bilo nobenega zamika v telefonu, pač med odgovor, mislim, mi smo snemali zdaj na preko Facebooka in vemo, da zamik je. Tudi Škofje Loke do Šiške, pa do Šiške 2 je zamik, ne. Tako da to me je mogoče pol retrospektivno si malo tako, kaj, ampak všeč mi je pa to pač ta ful so se me, v bistvu oni vsake toliko cajta prikaže njene prizore panike, ko se ona zamišlja, kako bo, ko zmanjka kisika. Tista,
Tako, jaz imam načeloma sicer rad zaprte prostore, imam veliko bolj se počutim, kot v odprtih. Pa rad sem pač tako, imam manjše prostore in tako in me to, nimam te klaustrofobije pač kao, ne. Ampak ja, tu notri pa te vseeno te mal tisti, ja, fuck, kaj če bi se to tebi zgodilo, da ne moreš ven, zraka ti zmanjkuje in tako. In ja, valjda, mislim, ti se lahko 100-krat miriš, tako kot se ona neki skuša umiriti, celo reže si v roko, pač z tisto iglo si razcefra roko, sem zato, da bi se fokusirala, pač, ker sam ne sme misliti na to, da ji zmanjkuje kisika, kaj ti pa mora vse storiti za to, da ji ne zmanjkuje kisika hitreje, ne? Ker vemo, če hiperventiliraš, tako ga porabljaš hitreje. Tako, to mi je bilo pa super prikazano, pa tudi ta nek high-tech moment te komore s tole rokco, cevasto, se mi je zdelo super, no, tako da to pa s tistim nekim, z nekim merenom prevlečeno. Organska mrena, za biopojstvo. Ti se mi je zdelo čisto super, no, tako pa najboljši prizor mi je, ko pogleda prvič ven, ko vidiš to vesoljsko ladjo, najprej truplo, ampak pol to perspektivo njeno, ker so vsi, pa še taka zelo lep dizajn vesoljske ladje, ker v teh znanstveno fantastičnih filmih se te ladje ful ponavljajo, ful imaš te iste, ampak tle se mi je zdelo tak en zanimiv twist, na pol neka odprta, taka zgleda, kot ena meduza, ki potuje v oceanu. Spomnila na Navigators Guild iz Duna ladjo, veš, kak tak neka okrogl val, ima neko spiralo, na mene na to spomnila. Zelo, meni so ti sci-fi elementi dobro. Ja, razumem, da jih je preveč, pa zgubiš empatijo, ampak meni je to ful manj pomembno pri tem filmu bilo, zdaj, da bi, njeno paniko čutiš cel cajt, ne glede na vse ostalo, to pač klaustrofobijo, ampak to, da je pač izobilje sci-fi elementov, se pa meni dejansko dopadlo. In pol pač film drugače doživljaš, ne doživljaš ga kot osebne drame, ampak kot moram pa reči, da s tisto roko, to pa je edina stvar, ki me je zmotila in je bilo pač zato, ker pri temu Buried je scena, kjer se mukačan pojavi, ne? In to se mi je zdelo v tistem filmu tako overkill. Že on je že cel cel tam zaprt, tako ali tako ne more dihati, ne more se premikati in potem še ima kačo. Seriously. Tukaj bi se mi je zdelo, vidim tako high-tech, tukaj vsaj ne bo kače, ne? In potem pride ona roka in se premika kot kače in bilo tako fuck off. Ma kačo, ne gre brez kače v takem prostoru, štekam, okej. No, pa če so bile bele miši, kaj je, pa še tisti, kar je te bele miši, ne kačan, valjda. Kako pa mislite, to me bega že od včeraj, ker sem gledal, ker v bistvu, če primerjam z enem, se bom pol omenil en del Enterprise, iz Star Treka, ker večino filmov, ki se jih jaz spomnim v teh tesnobnih prostorih, pa tako naprej imaš zelo močnega antagonista. Ne, da se v bistvu ta lik, ki je protagonist, bori proti njemu, ne proti toliko, rečemo temu, sci-fi problemov, ne, ampak da se v borbi z antagonistom gradi drama, pa konflikti in tako naprej. Ne. Tle pa to nekako umanka. Ampak umanka? Ja, se je zdela? Ne popolnoma, imaš Milota, ki se ji opira, ne, torej ta, rečemo, AI, whatever, se ji upira, pa njena okoliščina, torej sci-fi fenomen se ji upira. Ker meni je ravno ta del filma bil pa, zaradi česa mi je ta film pač boljši od povprečja, mi je pa ta Milo moment, ker je v bistvu s tem se pa lahko ti poistovetiš na nek način, ker ko si soočen z algoritmom, z trdo računalniško logiko, pač neke ti človeške stvari pač popustijo, on ve, zmanjkuje kisika, ampak zanga je to nek tehničen problem. A veš, niti, čeprav ve, da bo ona umrla, ampak za njo je pač ona tako, kot da bi del njega nek procesor mu odmiral in kaj, in skuša to tehnično, nima pa tega, veš, ona ga skuša, ne vem kaj se prepričati, ne, on zahteva v nekoda, ona pravi, ne, zmanjkuje mi kisika, umrla bom, njega kurec briga. Jaz sem pa imel feeling cel cel, da bistvo kao manjka zgolj pravilno zastavljeno vprašanje. Ja, čeprav spet, tu pa je ta drug del meni, ki meni ni bil všeč, ker ona včasih kar ve ene stvari, dobro, se je ona naredila, jaz nitak spet tako hitro posumiš, da ona ima neke veze s to tehnologijo, zato ker ve, DNA me, skeniraj me, ne vem, kako ona ve, da je on to zmožen vse to narediti, ne. Tako da, ne vem, mogoče pravo vprašanje, kaj pa vem, je pa res, da ne poskuša kaj dosti, ne. Da ni, da se ene stvari se nekaj na pol filma spomni,
ki bi se jih že lahko zdavni, ne vem. Mislim, tako ima ene take triggerje, ali on elektrošok ali pa spomin, ki počasi prehaja nazaj, da je potem razkriva nove informacije, ne. Medtem ko pač rečemo, da se navežem na vprašanje, oziroma na moje vprašanje naprej, ker pač ponavadi je to preko konflikta z antagonistom, ne, ker tukaj je pa ta antagonist nekako, ali AI, ki mu moraš pravilno vprašanje zastaviti, ali pa nekaj, rečemo, ta nevidna korporacija / policija, ki pač skuša držati neko kontrolo, ne. In nekako oba dva naredita samo pol koraka do tiste polne entitete, ki bi kao držala grozo nad njo, ne. Vse jaz imel takšen feeling, no. Ja, mislim, to imaš v recimo Phone Booth ali pa Devil. V Phone Booth je on ujet v telefonski govorilnici in ga snajper ima na oki, in v Devil so ljudje v dvigalu, ki jih in eden od njih je hudič. Demon, ali kaj. Tisti film je precej boring. Ja, tisti je še kar, jaz mislim, da ga nisem na koncu pogledal, tako da sploh ne vem, kaj je bilo na koncu. Ta stara gospa. A ja, obvious, ja. Ja. Ki je že mrtva, pol filma se pol vstane, pa je hudič. Ampak veš, Phone Booth, naprimer, prvo, tam se mi zdi, da je v bistvu ta antagonist, to je Sutherland, Kiefer Sutherland, če se ne motim, seveda njegov žametni glas. Ja, on je tako zelo prisoten, veš, tako skoraj da telesno prisoten, ne, veš, medtem kot le je pa ta prozornost ali pa telesnost razdeljena na dve entiteti, ne, ena preko telefona, ena preko AI-ja, in nekako ni tako polno grozeča, kot pa je ta sci-fi moment. Je, po mojem je to spet tako, to, kar si že rekel, ne, Mito, da je pač fulje vsega, ne, pač, ker tam moraš pa ti razumeti, da je pač neka zarota, po kateri oni nočejo povedati ostalim, ker so ostali na zemlji, da so poslali ene tam in da bojo na zemlji kaj v 2 generacije vsi pomrli, ali kaj že neka fora, ne. In skratka tam polkrat slišimo neko, domnevam, da vojska ali policija, pač njo pač dejansko aretira, policaj tudi mu sufri, pač mu prišepetavajo neki, da naj pač sam kuri cajt z njo v resnici, ne, in laže, čeprav kako je ona to pogluntala, je meni malo tako, no, zato ker ona sliši samo on reče, rečite ji, neki kaj že, rečite ji naj, ne vem, nekdo mu daje navodila, ampak jaz bi to razumel, ja, da ima nekega psihologa ali pa nekoga zraven, ki seveda mu skuša povedati navodila, da jo pomiri, pač nič tako blazno zloveščega ne ampak on reče samo pomiri jo. Prav to reče, ne? Aha, dobro, mogoče se je to malo s prevodom zgubilo v podnapisih, ampak tudi če ti rečeš samo pomirijo, še ne pomeni, samo točno to naredi, nič drugega ne bomo delali, ampak pa če samo pomirijo, gled, mi bomo že, pač kao, ne? Pač meni se to ni zdelo tako. Ne, meni se zdelo tako, da tako sem vedel, da v bistvu niso odkriti, ne? Pa da skušajo zavlačevati. To mislim, da je bil tudi glavni namen rečemo tega antagonista na tej strani. Ja, saj tudi, a veš, ker jih ne vidiš, takoj veš, da neki ni čisto, ne, a veš, ker ne vidiš nobenega, a veš, ponavadi bi ti videl neke te zunanje dogodke, ne, tako da, ja. Ja, se v bistvu ta film bi lahko razdelil, kao, imaš tole te snopko zakopan nekje od spod pod nečim ali pa ujed v nekaj, ne, pa seveda čas, torej tika taka, ki ti odbija, ne, za ta kisikom, ki zmanjkuje non-stop, pa še potem po drugem telefonskem odklicu, ne, ona zveda ima zgolj do 2% kisika šanse, če sploh želi preživeti, ne. Ampak imam pa feeling, da je to na začetku ful pomembno, pa tistih par flashbackov, ki so res grozni, kako ona se tam krčevito upira v podrdečo svetlobo, manjko vdiha, ne, ampak in na koncu. Vmes pa nekako, veš, zopet ta megla nastopi za vsem to obilico fenomenov, pa se to zgubi in se mi zdi, da mogoče tle je malo zmanjkalo, ker tudi tistih parkrat, ko ful preskoči o procenti, naprimer iz 23 na 17, pa še ona zakričija, kako, ne, me kar zmanjkalo, je tako mimobežno, ne. Ja, jaz mislim, da je tudi mal problem tudi, kako to posnet v resnici, ker meni je bil posebej tudi konec, tako pač, ja, aha, zdaj pa poberi zrak z unih komor in to je to. In pač ne vidiš, nimaš neke katarze, zato ker ti nič od tega ne vidiš, pač to je nek ukaz, to je tako, da bi se nekdo spomnil, da bo atomsko bombo stavil, da bo enter stisnil. Tako pač taka antiklimaks je, no, se mi zdi na koncu, no, in je malo tako, dobro, se poljo vidiš na tem drugem planetu s tem svojim pač partnerjem, ki je tudi očitno preživel, ne, in konc je tako, razplete se res tako, zdaj sem pogruntala, to je to, lahko zaspim nazaj. In se takne vse tiste kličeve igle. Konc bi po mojem mogel biti malo bolj, ne vem, pospešen ali pa bolj odprt, ali pa ne vem.
Ali pa ja, sem Veš, prikazati tega ne ko on morem. reče, kao, ja, to je možno, če te uspavam, da naredim ta manever, ne, kao, in potem tako v bistvu 3-4 minute v bistvu traja, da prideš do zadnje scene, ne, in si tako, ok, pospeši, vse vemo, ne, konc je, ne. No, mi je pa bilo všeč, da je vse optimističen konec. Ja, se strinjam. Ker lahko bi... Meni to ni bilo všeč. te je bilo? Zakaj ni umrla? V teh filmih pogosto je to, ne? Pač konec. Pristal bi na planetu, njen fan bi se zbudil, šel ven, pogledal, Pa z ona eno je mrtva v črnolasko. komori. Pa z eno črnolasko. Pa njen message prebral. Ja, točno, pa pogledaj ti smeš, pa si rekel, čakaj, kdo si ti? New phone, new body, who this? Wow. Ja, gledaj, nima več une grde brezgotine, zdaj je lepotec. Pač, a veš, ko je bil, z njo je bil 8K, zdaj je 10K na tem planetu, to, sorry, razlika. Še vedno je zgleda škotsko, tako da. A ja, to se ti zdi. Hi, lady, this is the new planet. Dobro, imamo še kaj, mislim, da smo kar... Ja, meni se tudi zdi, da pač se ni kaj... V bistvu zraven tega, kako se vam je zdel ta moment, če mi je bil zanimiv, ker dosta realno časovno ta čas gre dol, on pove, ok, imaš za 140 minut zraka, film če pa ful hitro dihaš, imaš pa 45 minut, ne, in je pol nekako tak nek... Tako to na serija 24, veš, pa nekaj taki feeling sem dobil, ne. To smo skozi prekipili vsat, da ne vem, z katerega razloga. Pa Glih Dark City sem skušal pogledati 3 dni nazaj, ampak sem zaspal na žalost. Mogoče zato od vse te paralele. Ja, ne, kaj pa vem, ja, vse je dosti tega, čeprav pol te preskakujejo, ti procenti, pa ne slediš, vsaj jaz nisem uspel toliko slediti. Ne, jaz sem hotel mogoče še ta vizualni, meni je bila kar še všeč ta kako se vinem vizualizacija, ker pač ta Milo govori. To je bilo lušno, mislim, da bi... Sej Siri nekako podobno, imaš neko... Ne vem, nikoli nisem tega v živo videl, tako da priznam. Ti bom bolj pokazal. New phone, I got this. Tako da ja, ne, mislim, vizualno je zelo lep film. Cel dizajn te komore, pa to je, imaš občutek, da je funkcionalen, tehnologija, ki je not uporabljena, jo prepoznaš nekak, ne? Tako da se ti ne zdi čist, mislim, ker pri Star Treku ljudje pritiskajo na ene tipke, pa ene črtice, grejo sem pa tjako pri Knight Rideru, ki jih je pol skopiral, ampak nimaš prav občutka, da veš, kaj delajo, ne? Tukaj pa prav ja, cel ta interfejs, pa vse te stvari kar v redu štekaš. Ne? Ja, predvsem pa tudi to je res lepa točka, ta fotografija, ne? Ker iz malega prostola delati nekaj, kar ni boring, da ne ponavljaš kadrov, pa da najdeš vedno nove načine prikaza, ne? Je zelo ok narejeno. Ja, to je kar, ja. Kamera se kar tudi premika, glede na to, mislim, kaj se vse dogaja. Meni je tudi to bilo wow, ker ja, definitivno bi bilo boring, no, če bi bilo tako, ne vem, full statično in ne vem kaj. Čeprav mogoče včasih se zapravno zaradi tega malo zgubi ta feeling, da je zaprtosti. Kako se pa tebi, Igor, zdi glede na pač ta, ker si pač pogledal večino od Aže njegovih filmov, kako ta spada v njegovo filmografijo, kateri ti je najljubši, ti je še vedno krvava romanca ljubši od tega, ali se ti zdi ta boljši? Krvava romanca mi je ljubši, zato ker je ful bolj punk rock naspidiran film. Premalo krvitle za te. Ne, ful različnih elementov uporablja za to, kako vzpostaviti in grozo in akcijo in tempo. Ne? Tukaj vseeno gre za film, ki je zaprt znotraj enega takega prostora. Ne? Dočim drugi Ažajevi filmi mi pa niso bili toliko všeč. Mi je tale boljš. Hills Have Eyes je remake, remake enega kultnega filma, ki če ga še enkrat pogledaš, je res no budget in se mu vidi in njegov je malo boljši, ampak spet ni zdaj nek presežek. Total Mirrors ima en zanimivih konceptov in Kieferja Sutherlanda. Ampak... Jaz zdaj gledam, če nekaj pod mizo ta človek, no, to je zdaj res malo sumljivo. Ja. Ampak... Ja, je ok, ampak je konec mi je bil dost
pač ni tako ful. Pa kaj smo še rekli, da je posnel? Ja, Piranja, ki je komedija. Recimo. Krol si gledal zdaj. Krol mi je tak, mislim, da sem se spal zraven. Horns pa še nisem gledal, ampak me je vedno zanimalo, ker malo spominja na satanske stihe. In sicer Daniel Radcliffe igra enega tipa, ki mu nenadoma zrastejo rogovi in je mogoče morilec. Čakaj, to sem jaz gledal. Ja, kak je? Pozval sem. Ja, Ni od Kiefer Sutherland. Ne, razen če pod mizo. Apropo Kiefer Sutherland, zdaj Darka, veš, ki si omenil. Samo nadaljevanje naslednjič debato, moram ga res pogledati do konca, ampak veš, on špila enega doktora noter, ki se tudi na pol duši tam z neko asmo. Veš, ki tak špila, welcome to my... Ja. No, ampak od filmov, ki so pa v zaprtem prostoru, mislim pa, da mi je tale tam na nivoju Barry, dostali so mi manj zanimivi. Phone Booth je malo drugačen, je fejs drugačen, pa mi je bil dosti všeč, ampak se je zelo kičast na koncu s tistim priznanjem in vsem tistim. Ja, mogoče bi še tudi trebalo, kdaj še enkrat pogledati, to že 100 let nisem videl. Ja, se tle noter itek, jaz sem malo se pač poigral v Confined Spaces, movies sem poiskal po Google, pa sem pač te naslove našel. Pač te jih imaš dost, ne, pač, ampak zdaj, jaz sem res skušal zbrati tiste, ki so res confined, ne, da so čim bolj oski, že Panic Room je tam, tale, kaj je že v Panic Roomu, no, igralka. Jodie Foster ima itek še polunga na avionu, ki je pač Panic Room na avionu, sam da hči zgine, no. Ja, tam pa ima zraven. Ja, tam ima zraven. Tako da ima še dosti teh Hitchcock, ki je bil seveda mojster tega posnet v enem prostoru, ali pa teh kadrih, pa tako. Ja, tudi z dvoriščno okne, ne nazadnje on priklenjen tam in pač ima samo okno. Pa ima še onega, ko so na čovnu, Lifeboat ali kaj. Ja, skratka imaš... Se tudi Phone Booth je njegov, ne? To je njegov scenarij, ne? Ja, Phone Booth je bil narejen po Hitchcockovi predlogi. Tako je narejeno. Zato je toliko vrel. Režiserju. Ja, zato so dialogi dobri. Ja, in imaš še pač ful, še imaš tek, seveda, ne? Tudi 12 Angry Men je nazadnje pač film, ki se dogaja vse v eni sobi. Vidim, da si isti se znal gledal, kaj tam je še gora Who's Afraid of Virginia Woolf, ne? Ja, vse te, ki jih imaš. Jaz imam v resnici tudi zelo dokaj rad. Tudi ne nazadnje ta Ma Black, Rainy Bottom, ali kaj že, ne? Ja, v kleti je pa zgoraj še ena soba, v bistvu se v dveh dogaja, no, dobro na začetku jih vidiš na ulici, to je pa to, ne, v resnici. Tako da, teh imaš ful, ampak jaz sem res skušal mal, ja, tako da si res tak. Da je utesnjeno, ne, mislim pa da probajo ven priti, ker 12 Angry Men se imajo fajn tam not v končni fazi, mislim, mnenja se krešajo, ampak noben nima panika. To je demokracija na delu. Jaz nekaj da 3 verzije tega filma. Jaz mislim, da sem jih tudi ene par pogledal. Ruska je zelo vrel. Ruska, ja, to je, kaj je že, vse ta znani režiser, kdo je to posnel? Pozabil sem, kateri, ampak zelo dobro je narejeno. No. Tako znani, da si ga pozabil. No, drugače imam na seznamu, sem še našel ta nek 12 Feet Deep, ki sta pa neki dve punci, ki sta ujeti v pokritem bazenu. Ne vem, kako ima to rata, ampak skratka, ujeti sta v pokritem bazenu. Ja, super. Ja, skratka, mi še vedno, mislim, priporočamo film, pogledajte ga, ni dolg, na Netflixu je, dosegljiv je. Zdaj me pa res zanima, Mito, a si izbral za Star Trek kotiček, a Kiefer Sutherland igra v kakšnem Star Trek? Zakaj ne? Kako je to mogoče? Ja, mislim, da nikoli ga niso approachali, ali pa Kiefer ni mara Star Trek. Ok, se mi je že zameril. Ja, mogoče, ja, tudi meni. Ko si ga tako menil prasec, ki si če lahko Seth MacFarlane ne, izvrstna epizoda Enterprise Shuttle Pod 1 je pa podobna premisa, kjer sta Malcolm, tactical officer, pa Commander Tucker, head engineer, ujeta v Shuttle Pod 1, ko mislita, da pač, ne vem, njuna ladja, torej Enterprise, da je imela katastrofo in se odpravita k najbližji zvezdi, ampak že takoj veste, da jima ne bo uspelo. Ne? In sta zaprta na tem majhnem shuttle podu, zraka bo sfalil, potem skušate izklapljati čim več teh električnih naprav, zato da bi čim več kisika prešparala, bla bla. Torej imate isto časovnico, tesnobno je, drugemu se grita na kurac, zato ker Malcolm je cinik in v bistvu vseh 10 dni pokuri zato, da snema audio zapise, ko se poslavlja od folka, medtem ko Commander Tuckerju gre to totalno na kurac, on je pa optimist, ne, in je v bistvu ena ta
ta zanimiva drama med Malcolm je Britanc za neko Navy history in je pač bolj ta britanski, rečemo temu, karakter, ne? Realist, pesimist v tem smislu, medtem ko Tucker je pa Američan, je pa optimist, kao let's do it, we got this, pa tako naprej in je dober clash dveh likov, kako se spoprijemata pač z neizbežno smrtjo, ne? Tako da cool karakterna drama, kako se ta dva različna lika soočata z to smrtjo, alkohol pomaga tu, ima še ene par komičnih zadev, kako zmrzujeta, na koncu seveda rešijo ta prva sezona, nič takega, ampak ja, vsi ti isti, kako ne rečem, vsaj začetni koncepti ali pa fenomeni so pa isto zastavljeni, torej utesnjen prostor z manjkajočim kisikom, tako da to me je takoj spomnilo na pač. Vedno mislim, da ta shuttle pot nekako proizvaja kisik, tako kot ja, sama ta bistvo kao tam, torej, kako se že, nitrogen filtre pa neki to probata pucat, pa skratka ful neki te techno-babble variant skušata narediti. Moraš upoštevati, da Enterprise se dogaja pred original series, tako da je malo bolj zastarela tehnologija. Tudi tek je bolj naš, nam podobno. Ja, bolj zgleda tako nov Igorjev iPhone. Tako da to, drugače pa Star Trek ima par epizod, ki pa se zgolj tu pa tam lotijo pač tega kisik v vesolju, itak pač kao ta velika grožnja, ki pa vsake toliko v Treku malo menijo. No. Mislim, da v vsaki seriji imajo vse eno epizodo, kjer je pač del, ne, tudi tega, kao da zmanjka kisika ali pa je grožnja manjko kisika in tako naprej. Ampak vedno, res pa vedno je pa tako zastavljeno, da sta vsaj dva lika, da ni nikoli en sam utesnjen, ampak da je vedno ta neka drama postavljena, da je ta dramski lok ali pa konflikt spostavljen preko likov. No. Razen vse une ženske, ki se skrivajo v omari pred Rikerjem. To pa moje. Potem bi pa lahko snel. A ga one iščejo? To je dobro vprašanje. Sicer pa nikjer, ne vem, kje ima ta Star Trek sploh, Enterprise nima nobenih omar, to je tudi sicer. Ja, predale ima. Ja, predale ima. Ja, vem. No, super, hvala Mito. Skratka smo v rubriki, kaj gledamo, beremo, poslušamo, špilamo, ki bo zgleda, da nekam kratka. Igor, ti si nekaj uspel celo pogledati, če kaj drugega kot kisik. Na Netflixu sem najdel en zelo podoben film, mislim, film s podobno premiso in sicer Stowaway, tudi nov film, 2 meseca ali pa 1 mesec star, igrajo Anna Kendrick, Toni Collette pa Daniel Kim, pa še en, ki se ne spomnim, kako mu je ime. In so, torej, astronauti grejo v vesolje, grejo proti Marsu in ugotovijo, da je še en človek gor, en tehnik, ki je popravljal vzdrževalna dela pred štartom delov, ki se je nekako poškodoval in unesvestil in potem je pač zdaj tam in med tem, ko je on se unesvestil, je pokvaril enoto za čiščenje CO2 in oni bojo umrli, ker jim bo zmanjkalo kisika. Ampak edina rešitev je, mislim, najprej probajo rešiti to z algami, pol to ne gre in pol je prvo, kar ugotovijo, je, da morajo njega ubiti. Oziroma mu reči, naj samomor naredi. In potem pa je Anna Kendrick tale večna optimistka, ker pač ona vedno mora nekoga takega igrati, tako. In ona ne dovoli to in potem pač ugotovijo, da ne samo, da morajo njega ubiti, še nekoga drugega bo treba, ker imajo še manj kisika, kot so mislili. In potem najdejo rešitev. In pol da jim ubijajo Anno Kendrick 2-krat in je to rešeno. Ne, potem najdejo rešitev, da grejo do pogonske rakete, ki ima tekoči kisik, ampak fora je tukaj, da imajo ta dizajn ladje čist drugačen spet kot pri vseh ostalih in je zelo dober in dejansko temelji na nekih rešitvah, ki so doable. In sicer osnovni life modul je, potem pa je, oni rečejo, da je 450 metrov kabla in na drugi strani tega kabla je pa pogonska raketa, s katero so oni prišli gor. In ta pogonska raketa daje težnost, da se zadeva lahko potem vrti in oni imajo gravitacijo zaradi tega. Na sredini so pa solarni paneli. In oni potem morajo iti peš, pač se preko tega zadeve z medeno gravitacijo na drugo stran in tam iz onega
modula vzeti tekoči kisik in ga nazaj prenesti. In če so nas naučili filmi o vesolju, kaj se zgodi, ko hodiš zunaj naokrok? Ponovno fašaš nekome v glav. Ja, tukaj ni kamna, ampak je mass coronal ejection in je nevarnost, da jih skuri in pač še imaš to dramo noter, kar je en kup stvari je dost predvidljivih, kar se tega tiče, ampak... ampak vesolje, to je vedno tako smešno, kao ta fenomen, da nekaj fašaš v glavo sredi vesolja, veš, kaj je tako ogromen prostor. Nič ni nikjer. Ja, nič ni nikjer. Ampak ja, glih v tem filmu, pa v vsakem slednjem, pa boš fasal nekaj. Ne boš toga, da se domisli kakšnih Space Monkeys ali pa nekaj. Nisi gledal od Astra, vidim. Lepa. Tako da v redu je, fokus filma je pač na tem, da so to ljudje, ki so itak bili pripravljeni žrtvovati svoje življenje za to, da grejo v vesolje in kolonizirajo Mars oziroma gradijo tam stvari, ne? Zdaj pa ugotovijo tega, da ne da svoje življenje, ampak življenje nekoga drugega morajo žrtvovati in kaj jim to dela pač psihično. In ta del film dost v redu ali pa recimo na nek čist drugačen način ti prikaže ta space travel, ki nisi pomislil drugače. In ga priporočam, pa Toni Collette je super. No. Čeprav moram reči, da potem, ko sem gledal Hereditary, tak nekdo mora umreti in ona je pač tisti zgrožen obraz, ker ona je tista prva, ki to ugotovi, ne tak, yes, but for my demon. Ampak pol ni demonov v vesolju, tako da to Sam Bruce Willis. Ja, vsaj neki, no. Je pa, to mi je še bilo zanimivo, glede tega filma, naredil ga je en brazilski režiser, Joe Penha, ali Pena, ali whatever, ki je planiral ta film kot del duologije z svojim filmom Arctic, ki je že predtem ven prišel, kar ga je uspel prej posnet. Ampak tisti Arktik bi se naj dogajal na Marsu. Torej to, kar se zgodi v tem filmu, potem pa tisti komaj preživeli tam še morajo priti skozi. Ker Arktik je pa film z Madsom Mikkelsonom, ki more iz ene baze z nič provisions in ranjeno partnerko nesti. In je zelo dober. Mislim, da je celo boljše tega. Ampak tisti film je imel že on čist napisan in pol je videl trailer za The Martian in se je odločil, da mogoče pa reč, da v Arktiku. Tako da ja. Skratka priporočam Stowaway, pa ful priporočam srbski film Otac, ki je v Cankarjevem domu in na Life po Lifu tudi online viden in je drama o tipu, ki mu vzamejo otroke in se odloči, da bo šel ministru nest v živo pritožbo. In je dejansko pozitiven film, ki prikaže Srbijo v eni dobri luči na nek način, skozi vso korupcijo, pa vse, pa švercanje ilegalcev, pa v glavnem res en kup stvari je, ki vidiš, da so narobe, ampak je dost pozitiven spin na celo štorijo, ki se začne s tem, da se nekdo hoče samo zažgati. In še vedno imaš bolj pozitiven spin in ni glup in ni kičast in ni čist happy end na koncu, ampak res dobro odpelje to štorijo in moram reči, da kar precej srbskih filmov videl, ampak tale ima en tak drugačen vibe, ful več upanja daje v družbo, ker zelo dost srbskih filmov, odkar pač je srbska kinematografija, je ono fuck off, ne? Jebite se, vse je zajebeno, vsi hočejo biti vsakega, ne? Dekadenca, ja. Ali pa pač so lahkotne komedije, ali pa kaj takega, ne? Ampak tole je pač zelo druga scena in moram reči, da mi je bil ful všeč. A ni onemu res totalno ciničnemu filmu naslov srbski film? Ja. Tisti je grozen. Ja. Newborn porn. Ja. Hura. V prihodnost strumno gremo. Ljudje in ljudine, ne boste verjeli, res ne boste verjeli, ampak to je bila že naša 94. epizoda.
Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z, da še moram špile dodati, vidim, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito Popapcati Gegi, Igor Orgazmično Harp, Ok, tega ne, z sound efektom. in Aljoša Desetka Harlamov, ali kot bi povedali seveda po francosko, Mito Gegiš, Mi tu. Igo Arb, in moj bog, svojega imena pa res ne bi znal, Aljoša Alamov. Aljoša Alamov. Aljoša, Alamo. Alamo. Remember the Alamo? To se lepo sliši, sliši se kot en lik z lupina. No? Ja, Super. Tole epizodo smo po dolgem, ampak res dolgem času spet posneli v našem ne tako skrivnem štabu v Kino gledališču Bežigrad, ki se mu zares zahvaljujemo za gostoljubje. Upamo, da se nismo vrnili samo za teh nekaj epizod do konca 3. sezone, ampak za stalno. Mimogrede, Kino Bežigrad je odprl drive-in kino, tako da čekirajte spored, pojdite si kaj pogledati. Vaš avto je itak na pol vaš dom, tako da je to nek dober prehod, da se spet navadite gledati filme v družbi popolnih neznancev, polnih kinodvoran, ki se jih že počasi spet veselimo. Sicer pa se odpirajo tudi seveda kinodvorane in točno ta teden, ko nas to poslušate. Tako da, če ste preboleli, cepljeni ali pa testirani, se pejte namalati in pejte gledati na velikem platnu filme. Ja, filmi se dajo gledati tudi na večje stvari, kot je vaša ogromna, vem, da ogromna televizija, v katero ste veliko zapravili za njo, ampak obstaja še večja platna, oziroma še večje kani, pejte gledati, pejte v kino, dajmo podpreti slovenski kino, tako da pejte v prvi lokalni kino, ki se bo odprl, pejte gledati karkoli, jaz bom šel gledati prvo stvar ta teden, sploh ne vem, kaj je na sporedu, dajmo gledati v kino. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts, zdaj, ko ima Igor nov telefon, bo lahko spremljal ocene v živo. Spremljajte platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega, in če se v naslednjih dneh prebudite, zaprti v kriogensko komoro, nikar ne paničarite, prosite računalnik, da vam zavrti vse še neposlušane epizode podcasta Obod. In tudi, ko boste preposlušali vse epizode, ki ste jih že, tudi takrat ni treba panike, pač greste še enkrat skozi in poslušate še v drugo. Podcast Obod je uradni podcast kolonizacije vesolja. Na Twitteru nas najdete kot @podcastobod, na Facebooku in Instagramu smo podcast KM Obod brez pikic mes, tja delimo rajcere, prikolce, novice, sveta žanra in druge zanimivosti, in tja lahko usmerite vsa vprašanja, pripombe, komentarje, zapise vašega genoma, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 94. epizoda, samo še 5 epizod do jubilejne 100. epizode, še prej pa seveda naslednji teden 95. epizoda, ki naj bi bila posvečena seriji Mare of Easttown, oziroma kako že Mito ti to kličeš? Kobila je shodnega mesta. Skratka, vse veste, spremljajte naše kanale in boste obveščeni vsem še pravočasno, predvsem pa do takrat ostanite zdravi, vidimo se v kino in se poslušamo. Ja, nekaj sem pozabil, še snemaš ti, Igor. Ja. Okay, Mogo snega, to se spodob.